Zdravo, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali najpogostejše napake, s katerimi se srečamo v Excelu. Skoraj še bolj pomembno od same napake, ki se nam zgodi, pa je naš odnos, kaj naredimo, ko se ta napaka pojavi. Najbolj pogosta stvar, ki jo vidim, da jo ljudje delajo, ko se v Excelu zgodi nekaj nepričakovanega, je, da preprosto zadevo zbrišejo. To pa je nekaj najhujšega, kar lahko naredimo. Ne se ustrašiti opozorila za napako. Excel nam bo vedno skušal povedati, kaj ga moti. Če pa mi to zbrišemo, pa ne bomo videli, kaj se dejansko dogaja. In ne bomo znali zadeve popraviti prav. Torej najprej se je vedno treba ustaviti, podrobno prebrati, kaj piše, in nato skušati razumeti, kaj se dogaja. Pa si zdaj poglejmo nekaj praktičnih napak v dokumentu napake. Pri prvi vidimo lojtre, najbolj pogosta stvar. Če se postavimo na celico, vidimo, da so tukaj notri vrednosti 5, 5, 5, 5, 5, 5. Če se postavimo na celico z miško, vidimo, da se nam po oblačku prikaže vrednost. Če na njo kliknemo, tudi v nosni vrstici vidimo, da tukaj v celici je nekaj. Večinoma te lojtre pomenijo, da je vsebina, ki je v celici, večja od dejanske širine, ki smo jo določili celici. Širina celice načeloma ni problem za tekst, vendar ko imamo številko, se večinoma pojavijo tile znaki. Če gremo med stolpca D in E, da se miška spremeni v tile dve puščici, ki kažeta v nasprotno smer, kliknemo in povlečemo, bomo zadevo rešili. Preproste se bomo teh lojtrc rešili tudi tako, da na rob med dvema stolpcema dvakrat kliknemo in tako prilagodimo optimalno širino. Spodaj pa vidimo, da se nam lojtrce niso izbrisale. Tudi če razširim širino celice na absurdno veliko, se bodo te lojtre samo še podaljševale. Ta napaka pa ne označuje, da imamo širino celice premajhno, ampak da smo naredili neko napako v računanju, torej v formuli. Če dvakrat kliknemo v celico, kjer je napaka, in si ogledamo, kaj smo dejansko tukaj naredili. Vzeli smo uro 8 in pa 12, ter smo jo odšteli. Čas je prikazan kot številka, številska vrednost, in ga lahko med seboj odštevamo. Vendar moramo paziti, da vedno od večjega števila odštejemo manjše. Torej, mi smo vzeli tukaj 8 in smo odšteli od njega 12. V bistvu bi pa morali vzeti 12 in od njega odšteti 8. Če zdaj to popravimo in vzamemo 12 in odštejemo 8, potrdimo z Enter, dobimo razliko v času 4 ure. V negativne rezultate računanje s časom pač ne gre. Tretja napaka, s katero se srečamo, lojtra ime vprašaj, pa ima, kot vidimo tukaj v levem kotu zraven še takšnle zelen trikotnik. Če na celico kliknemo, vidimo, da se zraven prikaže takšen pameten kvadratek, ki nam pove, da formula vsebuje neprepoznavno besedilo. Če na tale kvadratek kliknemo, nam ta ponudi dodatno pomoč. Pove nam, za kakšno vrsto napake gre, in nam ponudi pomoč za to napako. Če kliknemo na to pomoč, se nam na desni prikaže opis za to napako. Tako da kadarkoli ne boste vedeli, kaj je narobe, si lahko tukaj preberete, zakaj gre in kaj je najverjetnejši vzrok. Pa z dvoklikom poglejmo, kaj smo naredili. Naredili smo sklic na balon. In zdaj Excel ne ve, kaj narediti, kaj balon, kaj je to. Ni formula, ni ime tabele, ni poimenovano območje v Excelu, kaj bi zdaj rad s tem, in ne ve. Če gremo v naslednjo celico, se lahko isto zgodi, ko vpišemo ime formule, ki dejansko obstaja, vendar tej formuli ne damo nikakršnih argumentov. Torej zdaj smo napisali samo sum kaj. Funkcija potrebuje za svoje delovanje argumente. Pa gremo še eno bolj dol. Tukaj vidimo isto situacijo kot v prvem primeru, torej sklic na neko besedo, ki Excelu nič ne pomeni. To ne pomeni, da se ne moremo sklicovati na tole ime. Kajti, če se postavimo v celico B11 in tej celici določimo ime, ki se nahaja levo zgoraj, in sicer, tako kot smo napisali tam, polje, in potrdimo z Enter, bo ta sklic dejansko veljaven. Zdaj ve, hočem polje, polje je to. Naslednja napaka, s katero se dostikrat srečamo, je
sklic. Pa dvakrat kliknimo v celico D14. Tukaj imamo sešteti dve števili. Enter. Če se jaz zdaj odločim, da zbrišem stolpec A, se bo kar nekaj celic spremenilo na napako sklic. Če zdaj dvakrat kliknemo not, vidimo, da se prvi del celice, ki je bil prej dejansko A14, ne sklicuje na nič, ker smo celoten stolpec izbrisali. In zdaj ne ve, kaj naj gleda, če pa tega, kar je gledal, ni več. Pa zdaj to brisanje stolpca razveljavimo. Isto se lahko zgodi, če brišemo vrstico ali samo celico, na katero se je formula nanašala. Naslednja vrsta napake se pojavi, če dvakrat kliknemo tukaj, ko v formuli uporabljamo neveljavne vrednosti. Torej vzeli smo številko 12 in k njej prišteli besedilo. Drug primer napake je, ko se sklicujemo na neko območje. Excel seveda zdaj ne ve, kaj naj s tem območjem počne. Če območje uporabljamo znotraj funkcije, je to čist cool. Če pa imamo samo je enako, pa to območje, v bistvu to nič ne pomeni. Če bi se sklicovali samo na eno celico, bi vedel, da to je 10, ampak z dvema pa si nima v bistvu kaj početi. Tretji primer napake vrednost je v bistvu enak kot tale prvi, le da tokrat številska vrednost ni bila pravilno oblikovana. Že kot vidimo, se tale desetka poravna na levo stran, torej ni oblikovana kot številska vrednost, ampak jo Excel jemlje kot besedilo. Zakaj? Ker je vmes med enko in pa ničlo presledek. Če ga zbrišemo, bo funkcija pravilno delovala. Napaka del nič je ena izmed najpogostejših in se pojavlja še posebej, ko nastavljamo kakšne formule. Zdajva je pa zelo preprosta, pomeni namreč, da smo delili z nič. Tega pa seveda ne moremo. Napaka štev se lahko pojavi, ko imamo v Excelu neke neveljavne vrednosti. Primer tega je neznansko veliko število. Tukaj imamo 10 potencirano na 308. To je maksimalna vrednost, ki jo lahko Excel ima v celici. Če pa to spremenimo na 309, pa se bo prikazala napaka. Kot zadnjo napako pa imamo eno zelo, zelo zanimivo stvar. Če dvakrat kliknemo na celico D27, vidimo, da smo se sklicevali na tole celico. Če zdaj tej celici prištejemo še to lastno celico, v kateri imamo formulo, torej D27 in napišemo, seveda ne moremo klikniti na celico, ker smo v njej, ampak če napišemo D27 in pritisnemo Enter, nas bo Word opozoril, da imamo krožni sklic. Torej vzeli smo celico 10 in k njej prišteli rezultat sam. Ampak to ne more obstajati, ker kaj pa bo sešteval 10 skozi in skozi. To opozorilo lahko odstranimo z v redu in formula bo dala rezultat nič. Ko bomo naslednjič oziroma vsakič odprli ta dokument, nas bo Excel opozoril, da imamo nekje krožni sklic in ga moramo odstraniti. Torej nikoli se ne sklicujemo na lastno celico, kjer formulo izračunamo. To pa seveda ne pomeni, da se ne smemo sklicevati na celice, kjer so formule. Če zdaj tole zbrišemo in se sklicujemo na celico D19, dobimo lepo rezultat 10 plus 20. Sklicevati se samo ne smemo na isto celico, v kateri je formula. Tako, to je bilo za danes vse. Upam, da ste uživali. V Excelu se vsi kdaj zmotimo. Pomembna stvar je le, da ne paničarimo. Če vam je bil video všeč, mu dajte thumbs up. Ne pozabite pa se naročiti na moj kanal in lajkati moje Facebook strani Office tečaji.